Hitro spreminjajoče se razmere in tudi povsem nove zahteve na trgu dela postavljajo drugačna pravila. Znanje, ki ga diplomant dobi na predavanjih, nikakor ne zadostuje več. Inovativnost mišljenja, delavnost, samozavest in seveda dobro strokovno znanje je le nekaj lastnosti, s katerimi posamezniki lahko prednjačijo na trgu dela. Profesorica doktorica Maja Makovec-Brenčič, vi ste se kot prorektorica za prenos znanja Univerze v Ljubljani in tudi kot ekonomistka v letošnjem letu temeljito posvetili dejavnosti, ki bi jim lahko rekli skrb za prenos znanja. Drži. V resnici prenos znanja je področje, ki smo ga morda navidezno sicer, pa vendarle sistemsko nekako zanemarjali ali postavili ob bok dvema najpomembnejšima dejavnostima, ki jih zagotovo imamo vse visoke izobraževalne in raziskovalne institucije, to je seveda izobraževanje in raziskovanje. A vendarle, če želimo v resnici sobivati in razvijati ta svet skupaj z gospodarstvom in negospodarstvom, potem seveda je prenos znanja tista stična točka ali kar bolje interaktivnost, interakcija, ki mora živeti vsak dan, pravzaprav vsako minuto. In če je kdo prvi nosilec, ki ga ustvarjamo v tem prenosu znanja, je seveda na eni strani študent, potem raziskovalec, seveda mi profesorji, znanstveniki, raziskovalci, pedagogi in seveda potem celovit sistem, ki smo ga skušali povezati na Univerzi v Ljubljani, nek eko-inovativni sistem prenosa znanja. In tukaj imamo vrsto elementov. Ekonomistka ste, vas je tudi še obstoječa in pa minula kriza toliko napeljala na misel, da je treba prav tem sklopom posvetiti še več pozornosti. Tako je, mislim, da je kriza sama pokazala in tudi sistem financiranja danes, pa ne samo pri nas v Sloveniji, tudi v tujini, na tujih univerzah, tujih raziskovalnih institucijah, se vse bolj poudarja pravzaprav ta koherentnost sobivanja z vsemi deležniki v neki celoviti družbeni skupnosti. In prenos znanja pravzaprav ni samo prenos, je kroženje znanja. In to znanje je ena največjih vrednosti in vrednot, ki jih lahko imamo danes res cenjene in res vrednotene v družbi. In temu moramo dati pravo mesto. No, vsi projekti, ki jih izvajate v okviru kariernega centra, seveda imajo nek namen, da posamezniku pokažete načine, kako naj gradi svojo kariero in mu hkrati tudi pomagate, da dobi uvid v dejavnosti in pa možnosti različnih oblik dela. Tako je. Karierni centri Univerze v Ljubljani pravzaprav delujejo projektno. So sofinancirani tudi iz evropskih strukturnih skladov, a vendarle nadejamo se, da bojo karierni centri v resnici postali sistemski del razvoja izobraževalnih, pa tudi raziskovalnih institucij. Zakaj je to pomembno? Preprosto zato, ker je danes, tako kot ste prej lepo že povedali, diplomant tisti, ki išče svoje mesto na vse bolj zahtevnem trgu dela. In ta trg dela, delodajalci od njega ne zahtevajo samo odlično strokovno področno znanje programa, študijskega programa, iz katerega izhaja, ampak seveda tudi kup veščin. Rečemo temu kar celovitost kompetenc, pri čemer mora biti tudi čim bolj integralna in celovita osebnost. In seveda, kako zdaj pripomoči takemu študentu, diplomantu, da že ob prvem stiku z spoznavanjem, da bo nekoč to znanje moral udejanjiti na trgu dela, zagotoviti, da se dovolj hitro začne nekako umeščati v to celovito okolje. No in zato smo znotraj kariernih centrov razvili tako različne oblike delavnic, srečanj, tudi seveda zelo individualno vodenih razgovorov. Pomagamo si z e-novicami, e-platformami, ki povezujejo študente. Imamo res zelo veliko bazo vseh študentov in diplomantov, ki želijo sodelovati v teh oblikah. Od tega, kako se predstaviti delodajalcu, do tega, kako razviti svojo osebno izkaznico, torej kdo sem, kaj si želim postati, do tega seveda, kako opraviti dober intervju z delodajalcem in na koncu koncev, kje čim bolje stopiti v stik z njimi, že v času, ko študiram, že v času, ko pravzaprav iščem nekako svoje mesto na trgu dela. In vse to seveda karierni centri danes že sistematično in predvsem v čim večjem obsegu skušajo ne samo doprinesti, ampak tudi ozavestiti študente in diplomante, kako pomembno je, da čim hitreje stopamo tudi v te čevlje iskalcev bodoče zaposlitve. No, glede iskalcev bodoče zaposlitve bi omenila tudi, da je bil moto enega vaših minulih srečanj v letošnjem letu
Povežimo se za prihodnost. No, in kot ste rekli, to temelji na prepletu med študenti, profesorji in delodajalci. Pa me zanima, lahko kaj več poveste o tej pobudi, seveda z vidika vas kot prorektorice za prenos znanja, univerze kot take, fakultet, študentov, pa tudi delodajalcev. No, velikokrat slišimo prav strani gospodarstva in tudi negospodarstva, da preprosto še premalo sodelujemo, da premalo vpenjamo v drugega vsebine, znanja, veščine, ki so potrebne za to, da se lahko seveda naše gospodarstvo in negospodarstvo čim hitreje razvija in da seveda skupaj ustvarjamo rast. In zato smo se nekako že, lahko rečem, v preteklem letu odločili, da čim bolj začnemo spodbujati to sobivanje vseh nas deležnikov, ki smo na koncu soustvarjalci tudi novih delovnih mest in seveda prenosa in kroženja znanj. No in ena od pobud je prav ta povežimo se za prihodnost. Kako lahko skupaj z dobrimi idejami, z dobrimi pristopi, tudi z novimi metodami učenja, začnemo graditi to povezljivost že v času študijskih programov, torej od tistih prvih korakov študenta v svojih predmetih, v aktivnostih, ko deluje v laboratorijih, ko deluje na terenu, ko deluje in celo tudi vstopa že v podjetja, kako čim bolj integrativno zgraditi zgodbe, načine sodelovanja, ki seveda prinesejo do čim več spoznavanja drugega in na eni strani delodajalcev morda iskanja novih bodočih zaposlenih, tudi talentov, hkrati reševanja konkretnih problemov, ki jih podjetja in tudi institucije imajo, in na drugi strani seveda vpenjanja tega študenta, diplomanta v takšen učen proces in okolje, ki mu je ne samo seveda zanimivo, ampak tudi privlačno zaradi spoznavanja drugih okolij in hkrati seveda potencialnega iskanja in umeščanja v delovni prostor. A vi zaznavate kritike gospodarstva, seveda, ki se občasno pojavljajo, da diplomanti, ki prihajajo z univerze, da nimajo dovolj znanja potrebnega za obstoječe gospodarske dejavnosti, industrijo in tako naprej. Če da, to zaznavate, kako reagira univerza, kako reagira na posameznih fakultetah? Zdaj, moram reči tako, da večina diplomantov Univerze v Ljubljani najde svojo prvo zaposlitev ali priložnost za zaposlitev, torej da dobi neko pobudo in pozitiven odgovor strani delodajalca, ne glede na vrsto potem oblike zaposlitve, vsaj v prvih 6 mesecih po diplomi, torej neko obliko interakcije z delodajalcem najde. Torej, to je dober znak, da očitno so znanja ustrezna. Seveda, ob znanjih pa danes delodajalci zahtevajo še vrsto teh veščinskih, kompetenčnih sposobnosti in značilnosti posameznika. In tukaj pa mislim, da lahko univerza še marsikaj doprinese. In prav tukaj imajo vlogo tako karierni centri, kot naš inkubator, torej podjetniški način izobraževanja, kot seveda vse delavniške in obštudijske aktivnosti, ki jih danes res močno tudi sistemsko podpiramo za razvoj študenta in njegove kariere. Zato smo tudi se odločili, da so obštudijske dejavnosti vendarle tiste, ki se lahko tudi kreditirajo, torej dopolnjujejo njegova ta celovita področna znanja. Seveda, eno brez drugega pa ne gre. In tukaj želimo odgovoriti tudi vsem tem izzivom, ki včasih so, včasih pa tudi niso več upravičeni, da preprosto gradimo celovite osebnosti, seveda največ pa je to odvisno od nas samih, torej vsakega posameznika, študenta, študentke, diplomanta, diplomantke. In vse več je takšnih, ki so močno angažirani, ki se močno vpenjajo v vse te tudi dodatne, dopolnilne aktivnosti in ki znajo najti tudi prave priložnosti ali jih celo ustvariti sami. Na primer, ekipe študentov danes organizirajo startup vikende. So družbeno odgovorni, izvajajo prostovoljska dela, tudi zelo družbeno odgovorna dela in vse to seveda krepi to njihovo kompetenčnost v smislu vedenj organizacije, timskega dela, komunikacije in seveda približevanja realnosti dejanskemu delovnemu okolju. A se študentje, recimo, zavedajoč se, če ne konstantnih, pa vseh občasnih teh kritik, glede njihovih usposobljenosti oziroma znanja, postavljajo drugačne zahteve, reflektirajo recimo to, drugačne zahteve do vas profesorjev. Tudi v anketah zadovoljstva oziroma evalvacijskih različnih oblikah sodelovanja študentje sami povedo, kaj in česa si še želijo.
In tukaj je seveda tisto, kar pomeni slišanje nas profesorjev, torej slišanje teh naših študentov in študentk, pravzaprav najbolj merodajno, kako potem znamo vpenjati v naše metode dela, pristope do študentov in seveda tudi razvoj pedagoških konceptov, vse to, kar pravzaprav vidimo, da danes okolje v celoti zahteva od vseh nas, tudi od nas profesorjev, raziskovalcev, vseh tistih, ki smo v interakciji s študenti. In tukaj moram reči, da tudi Univerza v Ljubljani močno podpira razvoj teh novih metod, tudi pristopov, tako projektnega dela, interdisciplinarnega dela, kot seveda čim bolj horizontalnega povezovanja tudi med fakultetami, področji, še posebej na teh dodatnih izbirnih vsebinah in predmetih. Tukaj smo vzpostavili kar nekaj tovrstnih predmetov, kjer jih lahko študenti tudi vpisujejo z raznovrstnih, torej z različnih članic. In seveda, da skozi projekt KUL, to je kakovost Univerze v Ljubljani, razvijamo čim več zavedanja tudi nas profesorjev, pedagogov, raziskovalcev, da je potrebno seveda stalno in znova spremljati razvoj tudi metod poučevanja, komunikacije predvsem z mladimi, ki so danes drugačni, kot smo bili verjetno mi, in tudi tisti, ki prihajajo, bodo verjetno drugačni. In tukaj smo seveda želeli skozi te projektne oblike, in moram reči, da je odziv bil zelo velik na strani pedagogov zaposlenih, v resnici približati to različnost, drugačnost, pa hkrati izbirnost teh metod vsem, ki poučujemo. Recimo spoznavamo obrnjeno učenje, spoznavamo seveda interaktivno sodelovanje tudi z e-podlagami, tehnološkimi podlagami. Vse to danes pravzaprav mladi študentje, študentke živijo, ne? In to je tisto, kar moramo tudi mi vse hitreje in vse bolj učinkovito razumeti in udejanjati v nekem sobivanju z njimi. No, in če govoriva o potrebah na trgu dela v današnjem in pa tudi v prihodnjem času, najbrž ne gre spregledati možnost iskanja dela v drugih, bom rekla, kar mednarodnih okoljih. Kako v okviru kariernega centra sledite tem zahtevam? No, internacionalizacija ali bolje rečeno odprtost Univerze v Ljubljani je seveda ena od ključnih prioritet. Odprtost tako v smislu izobraževalnih programov, skupnih programov, odprtosti izmenjav, tako imenovane mobilnosti študentov, pedagogov in zaposlenih, kot seveda vse več teh strateških partnerskih domen, ki jih vzpostavljamo skupaj z nam, lahko rečemo, podobnimi univerzami, ne samo v Evropi, tudi širše v Aziji in seveda tudi na drugih kontinentih. Zakaj je to zelo pomembno? Danes je svet znanja pravzaprav postal globalen svet in to znanje tako z vidika izobraževanja kot raziskovanja seveda vse bolj integrira in vse bolj povezuje tudi s pomočjo tehnologije vsakega posameznika in je izjemno odprto, je izjemno dostopno. In zato je prav, da tudi institucije kot je Univerza v Ljubljani stopamo čim bolj odprto tudi seveda v ta svet odprtega znanja in ga kar se da možno tudi povezujemo, hkrati pa to že vse približamo tudi vsakemu posameznemu študentu, že pravzaprav od začetka njegove študijske poti. Študentje danes namreč, tudi Univerza v Ljubljani je ena tistih, ki to močno spodbuja, želijo pridobiti tudi nova izkustva v tujini, iz več razlogov. Zaradi medkulturalnih kompetenc, ki zagotovo so ene ključnih danes na evropskem širšem, tudi lahko rečemo globalnem trgu dela, in seveda s tem, da lahko zmorejo izmenjevati ta znanja, te izkušnje, ta videnja različnosti seveda s svojimi kolegi od vse povsod. In zato ne samo, da odpiramo možnosti za mobilnost s pomočjo nacionalne agencije CMEPIUS, in tukaj imamo preko 3000 takšnih študentov, ki na leto izmenja izkušnje, bodisi rednih, bodisi seveda teh, ki so na kratkoročnih, torej teh krajših izmenjavah, mobilnostih, in na drugi strani seveda tudi profesorjev nas, ki sodelujemo z različnimi profesorji in raziskovalci po svetu, torej v tujini. No, in prav ta del želimo tudi skozi karierne centre že pripeljati do študenta, študentke. Zakaj? Ker prej, ko se spoznava s to vendarle obstoječo, nezanemarljivo, močno prisotno globalnostjo in seveda tudi različnostjo kultur, lažje je potem tudi vstopiti v ta širši svetovni prostor, kjerkoli bo že morda nekoč iskalec zaposlitve. Zato tudi organiziramo tovrstna srečanja, še posebej, da združimo vse institucije in vse tiste, ki že pospešujejo tovrstna sodelovanja in izmenljivosti oziroma na drugi strani tudi
opolnomočenosti s temi mednarodnimi izkušnjami, bodisi študijskimi, bodisi praktičnimi, kot so seveda agencije, kot je CMEPIUS, že omenjena, kot so seveda tudi vsa ministrstva, ki dajo podlago za internacionalizacijo, in seveda tudi vse organizacije in združenja, ki podpirajo tudi štipendijsko študente in študentke, da iščejo svoje priložnosti doma in v tujini. In rečemo temu, možgani naj krožijo. Torej, ne samo, da bežijo, mi želimo te možgane, če se tako izrazim, seveda ne samo oplemenititi z vsemi temi različnostmi, znanji, tudi konec koncev zavedujoče se globalnosti, ampak seveda te možgane ustvariti tako, da krožijo na način, da znova in znova prinašajo nova znanja in se seveda s temi znanji tudi vračajo nazaj, če le mogoče seveda nazaj na univerzo, v slovenski delovni prostor in seveda v iskanje in celo ustvarjanje novih lastnih delovnih mest. No, ravno s to sintagmo možgani naj krožijo postavljate pravzaprav drug vidik, drug aspekt, drug kontekst že ustaljenega sintagme možgani nam bežijo. Jaz mislim, da so nam vedno možgani bežali. Tisti, ki so želeli ali smo želeli oditi, smo vedno našli poti, da odidemo. Seveda, danes je tako, da so pogoji, ki so dani na posamičnih trgih, med sabo zelo različni, v resnici zaradi gospodarskega razvoja, razvoja družbene blaginje na posameznih trgih oziroma v okviru posameznih držav. In seveda so marsikje privlačnejši kot v Sloveniji. A vendarle, tisto, kar smo želeli s to noto sporočiti, je, da to kroženje je vedno obstajalo. To kroženje je pravzaprav nekaj, kar se danes dogaja v celotnem svetu. In prav je, da znamo mi samo na pravi način to povedati mladim in jim hkrati seveda tudi na nek način omogočiti, da ko se vračajo, da se vračajo v neka kar se da spet razvojna, dobra okolja, v katerih znajo in zmorejo celo s tistimi novimi znanji, ki jih pridobijo v tujini, v resnici poganjati tudi domači svet. In da je danes domena pravzaprav te mobilnosti, gibanja in konec koncev globalnosti, ki je del DNK-ja mladih. Verjetno mnogo bolj, kot je bilo to v naših časih. Pa se vam ne zdi, da bi bilo potrebno recimo tole sintagmo možgani naj krožijo, bolj afirmativno predstaviti ali pa začeti govoriti o tem v širši javnosti, bodisi strokovni, tudi laični. Namreč, ker kolikor vem, sami diplomanti, študenti enako razmišljajo in jim pravzaprav doživljajo recimo to, mladi bodo učili, možgani odhajajo, bolj kot ne sprejemajo slabšalno. Poglejte, ta odprtost je pravzaprav že močno prisotna v samih mladih. Živimo s tehnologijo, ki je dostopna pravzaprav kjerkoli, kadarkoli. Ta informativnost, torej vse znanje, ki prihaja znova in znova, pravzaprav kar k nam samo prihaja, seveda nekaj, s čimer je današnja generacija mladih seveda razlikujoča se od tistih prejšnjih, ker ima vsa ta orodja, vse to pravzaprav opolnomočenje na nek način dano. In hkrati seveda zato vidi tudi te svoje izzive drugače, mnogo bolj odprto, mnogo bolj široko. In jaz mislim, da bi lahko rekli, da pravzaprav možgani so krožili in vedno bodo krožili. In da je prav, da to tudi, tako kot ste sami rekli, to bolj informativno predstavimo širšemu okolju, tudi različnim deležnikom. Zavedamo se, da so določene skupine, ki imajo zaradi sistemov financiranja danes precej, lahko rečem, izzivov, kako se znajti, kje najti nadaljevanje svojega zaposlovanja, kako pravzaprav ga ustvariti. Recimo mladi raziskovalci, mladi doktoranti, zagotovo je to en velik izziv te naše celovite, lahko rečem, slovenske družbe. A vendarle po drugi strani imamo hkrati te iste doktorante, ki najdejo svoje mesto v tujini, vendar se z temi znanji nazaj vrnejo in vzpostavijo neka nova delovna mesta, prinesejo nek nov zagon spet. In podobno velja tudi v tujih institucijah in v tujih državah. In da bi kazalo tudi to dobro plat pravzaprav tega krožanja znanja, morda večkrat izpostaviti kot samo naš beg. V resnici je beg vedno bil in tudi še bo, ker je pravzaprav to danes v resnici ena odprtost sveta. A mislite, da v prihodnje se utegne razvoj zasukati v to smer glede nazivov, da bomo govorili o
evropskem diplomantu, ne več toliko o slovenskem diplomantu ali doktoratu ali kakorkoli. Pa zdaj že kar govorimo o evropskem diplomantu. Moram reči, da tudi univerza sama je močno vpeta v vsa evropska visokošolska dogajanja, tudi raziskovalna dogajanja, da smo del pravzaprav tega enovitega trga, kakorkoli ga vzamemo, je Evropska unija naš domači trg, zdaj seveda malce bolj v ekonomskem jeziku povedano. In v tem duhu mi že vzgajamo evropskega diplomanta in tudi prav je tako, ker je v resnici izzivov, ki jih pridobiva ta naš diplomant, seveda mnogo več kot kdajkoli prej tudi iz tujine in to lahko rečemo dobrih izzivov, zanimivih izzivov. Kako pa seveda vse to potem pritegniti nazaj, pa mislim, da je ena naša ključna družbena naloga. In v tem kroženju zagotoviti, da tudi znamo pripuščati druge kulture, druge danosti, drugo različnost in seveda, da jo znamo spoštovati in privzemati. Tako znotraj nas zaposlenih na univerzi ali v katerikoli raziskovalni izobraževalni instituciji, kot seveda znotraj razredov, znotraj naših kohort študentov, ki seveda postajajo tudi vse bolj multikulturalne. Še nekaj je, poglejte, množičnost študija pri nas, kar je definitivno, se dogaja, pogosto onemogoča intenzivnost dela zlasti tistim bolj sposobnim. Vse take so ocene diplomantov samih in to zanimivo tistih predvsem naravoslovnih in tehniških študij, ki so seveda študij definitivno že absolvirali. Ste na univerzi kdaj razmišljali o tem, kako rešiti to vprašanje? Oziroma, če ste ga sploh zaznali? Zdaj seveda same discipline imajo različnost note izzivov in hkrati tudi možnosti zaposlovanja. Preprosto zato, ker so določene vede, stroke danes v bolj propulzivnem razvoju kot druge. A vendarle potrebujemo vse. Univerza v Ljubljani v resnici je tista, ki mora še kako skrbeti tudi za področja, ki so nacionalno izjemno pomembna, pa morda niso tako zanimiva, če rečemo na samem trgu, ko iščemo neko zaposlitev. Na drugi strani pa imamo recimo diplomante fakultete računalništva in informatike, kjer pravzaprav sploh ne uspejo več dokončevati svojih študijev, ker so že tako povpraševani v času samega študija, tako s svojimi znanji, kot seveda svojo proaktivnostjo, razvojnostjo in tako naprej. Tako da imamo zelo veliko različnosti, a vendarle univerza kot taka mora poskrbeti seveda za razvoj vseh teh disciplin. Je ena najširših, lahko rečemo, v tem območju regije, celo centralne Evrope, torej od družboslovja, naravoslovja, tehničnih ved, humanistike in umetnosti. In vse to pa daje en nov izziv, lahko rečemo tudi nov zbir dogajanj, morda kot odgovor na vaše vprašanje. To je interdisciplinarnost, povezljivost in iskanje novih kreativnih pristopov znotraj različnih področij in strok. Ta del pa je tudi ena od prioritet sedanje univerze in mislim, da bi s tem nekim sozbliževanjem in iskanjem pravzaprav že vseh prednosti, ki smo jih zgradili znotraj univerze, samo na drug, bolj povezljiv način znali potem tudi umestiti v prostor in ga na ta način tudi obogatiti. Kako bi se fakultete odzivale recimo na to idejo? Fakultete se že močno odzivajo na to idejo, že celo same pravzaprav organizirajo vsa ta horizontalna povezovanja, tudi vertikalna povezovanja, recimo tehniške univerze z družboslovnimi torej tehniške fakultete z družboslovnimi fakultetami, naravoslovne fakultete z družboslovnimi fakultetami, celo tudi humanistiko in seveda umetnostjo. Vzemimo primer kreativnih industrij, to je zbir pravzaprav vrste vseh teh disciplin in če imamo, ker vemo, da smo bogati tudi z akademijami znotraj univerze, pomeni, da imamo vrsto priložnosti, kako lahko pravzaprav te mlade spet znova in na drug način usmerimo v razmišljanja te širine, odprtosti in seveda tudi ene dobre note sodelovanja. Mislim, da je to tisto, kar seveda v taki veliki instituciji je predpogoj ustvarjanja novega. Kako dobivate recimo odziv ravno na to povezovanje strani študentov? Vidijo neko drugo optiko enega kariernega razvoja? Zelo, recimo imamo primer Demole, mi smo tudi kot Univerza v Ljubljani vstopili v sistem Demola Slovenija in tam smo še predno smo uradno pravzaprav povezali vse te entitete, so naši študenti že
vsem integrativno sodelovali s študenti iz Maribora, študenti iz različnih fakultet znotraj iste projektne skupine. Enak način, kot sva prej omenili, povežimo se za prihodnost, smo znotraj projektov po karierni poti interdisciplinarno povezali številne članice, ki vprašanje, če bi sicer sodelovali na ta način, če jih ne bi ravno problem iz podjetja ali pa neke institucije povezal na način, da zdaj študentje sodelujejo skupaj. Ekonomska fakulteta recimo z eno od tehniških fakultet, fakulteto za elektrotehniko, strojno fakulteto, na drugi strani akademijo, recimo Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje. In vse to so postali neki novi zbiri in več kot 100, natančneje 108 takšnih projektov recimo bilo samo v enem stebru, torej stebru po karierni poti, izvedenih že v preteklem letu. In vse to so deli, ki sestavljajo zdaj eno tako novo integrativnost in seveda sodelovalnost med različnimi področji, a vendarle za reševanje istega problema. In to je bistvo današnjega, bi lahko kar rekli, preukreta izobraževalnega sistema, pa ne samo pri nas, ampak kar v svetu. Kako vse bolj povezati to dejansko problemsko učenje, učenje s pomočjo razvoja kompetenc, tudi obrnjeno učenje in hkrati seveda vse te nove metode povezovanja znotraj razvoja študijskega programa in načina sestavljanja tega študijskega programa tako, da so študentje na koncu kot diplomanti seveda čim bolj široko pripravljeni na to, kakšne vse vrste problemov jih čakajo pri delodajalcu oziroma v izzivu njihove zaposlitve. In to velikokrat slišimo tudi s strani delodajalcev.